projekta Oreh. Zdaj, jaz sem Jana Jereb, da se še predstavim, sem psihologinja na oddelku za psihonkologijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Danes sem v vlogi moderatorke tega srečanja. Zdaj, projekt Oreh je raziskava, pilotna raziskava o celostni rehabilitaciji bolnice rakom dojke, poteka že od leta 2019. Saj verjetno ste si to prebrali na uvodnih slajdih. Kot že ime pove, ne gre samo za medicinsko rehabilitacijo, ampak tudi socialno, poklicno, psihološko rehabilitacijo. In ravno o tem psihološkem delu bojo danes govorile naše predavateljice, se pravi o duševni stiski in o različnih obravnavah v sklopu javnega zdravstva. Verjetno se bodo tekom današnjih predavanj pojavila še kakšna vprašanja, ki bi jih želeli zastaviti našim predavateljicam. V tem primeru bi vas povabila, da kar napišete vprašanja v funkcijo chat, ki je na voljo na Zoomu spodaj. Na voljo je pa tudi ta opcija, da vprašanja postavite v živo, in sicer je za to namenjenih zadnje pol ure srečanja. Tako da bomo zadnje pol ure od 15:30 do 16 namenili vprašanjem. Zdaj, kot vemo, diagnoza raka ne poseže samo na področje telesnega, ampak pogosto povzroča tudi duševno stisko. O tem delu bo spregovorila naša prva predavateljica, psihologinja Tina Rus, ki jo bom zdajle povabila v ta prostor. Takole. Dober dan, lepo pozdravljeni še z moje strani. Samo da se pripravim. Da naštimamo še prezentacijo, da se vidimo. Takole, se vidi prezentacija? Vidimo. Ok, super. Moje ime je Tina Rus, sem psihologinja, zaposlena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. V današnjem predavanju, tem uvodnem predavanju, pa bom povedala nekaj splošnih stvari o duševni stiski, ki je zelo pogosta in pomembna spremljevalka onkološke bolezni in onkološkega zdravljenja. Tako. Kaj je duševna stiska? Duševna stiska je nek širok pojem, ki zajema različna področja, in se pravi tako čustveno kot neko psihološko, socialno in tudi duhovno izkušnjo, ki ovira sposobnost spoprijemanja z boleznijo in tudi z zdravljenjem bolezni. Ko govorimo o duševni stiski, imamo v mislih pravzaprav nek cel kontinuum, tukaj spodaj tudi narisana, ne? In sicer zajema tako nek normalen distres, ki ga doživljajo praktično vsi oziroma velika večina bolnikov, in zajema neke normalne občutja ranljivosti, strahu, žalosti, skrbi različne, kot tudi do nekih hujših problemov, kot so depresija, anksioznost, neka socialna izolacija, tudi panika ali pa neka duhovna kriza. Nek podatek kaže, da ne bi bilo med tistimi, ki doživljajo neko globjo duševno stisko, kar 30 do 40% neprepoznanih bolnikov, pacientov, kar je kar velik delež. Duševna stiska zajema tako neke psihološke dejavnike, kamor lahko uvrščamo tudi različna neka prepričanja bolnikov o tem, da morajo biti zelo močni, pozitivni, da morajo znati sprejeti pomoč drugih in tako naprej, kot tudi različne telesne dejavnike, ki so lahko posledica same bolezni ali pa tudi nekih stranskih učinkov zdravljenja.
Torej, ko mi govorimo o duševni stiski pri onkološkem bolniku ali pa pri bolniku nasploh, imamo v mislih več kot samo depresivnost in anksioznost, zato ker lahko duševna stiska izvira tudi iz posameznikova nekega doživljanja teh somatskih simptomov, bolečine, utrujenosti, prehranskih težav ali pa drugih fizičnih simptomov. In ne malokrat se zgodi, da ko se pri bolniku uredijo te somatske težave, ko se zmanjša bolečina, ko se fizično bolnik boljše počuti, da se ob tem zmanjša tudi doživljanje duševne stiske. V slovenščini uporabljamo za ta doživljanja izraz, se pravi duševna stiska, ki je prenesen oziroma prevzet iz izraza distress v angleščini. Ta izraz se uporablja predvsem z namenom zmanjševanja neke stigme, z namenom normalizacije doživljanja bolnikov, kajti kot vemo, kot smo že povedali, pa bomo še večkrat slišali, stisko doživlja res zelo veliko ljudi, bolnikov. Zato je v bistvu zelo pomembno, da jo znamo nekako prepoznati, da jo znamo ustrezno nasloviti in tudi, da znamo potem pomagati, nekako vključiti tiste bolnike, ki to potrebujejo v neko ustrezno obravnavo. Le to je tudi v bistvu danes neka zelo pomembna smernica somatskega zdravljenja, ne samo pri zdravljenju raka dojke, ampak tudi pri nekaterih drugih rakov, na primer raka debelega črevesja, pri paliativni oskrbi bolnikov in drugo. Vsi ljudje imamo neke omejene vire pomoči, ko se znajdemo v neki stiski, zato je zelo pomembno, da prepoznamo tiste bolnike, ki doživljajo globljo stisko. Ključna je, oziroma lahko si pomagamo z uporabo različnih presajalnih pripomočkov, ki prepoznajo tiste na ta desni strani traku, ki smo gledali, ki doživljajo več težave, ki potrebujejo več pomoči. Raziskave so pokazale, da ob uporabi presajalnih pripomočkov se statistično pomembno poveča kar 10-krat število simptomov, o katerih bolniki poročajo. Kadar pa v klinični praksi ni možno, da bi nekako se poslužili ali pa da bi uporabili te presajalne pripomočke, takrat je pa zelo pomembno, da bolnika vsaj vprašamo, kako je, kako se počuti, kakšne so tudi njegove mogoče psihične stiske in težave ob spoprijemanju z boleznijo. Najpogosteje se kot presajalne pripomočke uporablja tudi v okviru našega pilotnega projekta OREH distress termometer. Tukaj gre pravzaprav za neko 10-stopenjsko lestvico, na kateri bolnik nekako označi, v kolikšni meri doživlja svojo stisko. Nič pomeni, da stiske stresa pri sebi ne prepozna, 10 pomeni, da je ta stiska pri njemu zelo, zelo izrazita. Potem za ugotavljanje nekih anksioznih simptomov, anksiozne simptomatike je v uporabi najpogosteje vprašalnik GAT-7, ki vključuje 7 postavk. Za ugotavljanje depresivne simptomatike pa uporabljamo presajalni pripomoček PHQ-9, ki pa zajema 9 postavk. Neko globljo duševno stisko, ta desen del našega traku, lahko bolniki doživljajo kadarkoli na poti zdravljenja in rehabilitacije. So pa nekatera obdobja, v katerih so lahko ranljivejši, takrat, kadar je večja verjetnost, da bo ta stiska pri njih še bolj izrazita. Ta obdobja so predvsem obdobje postavitve diagnoze, takrat, ko sprejemajo neke odločitve o tem, kaj, kako naprej, in takrat, kadar se čaka še na zdravljenje. Zelo pomembno obdobje je tudi takrat, kadar se spreminja način zdravljenja, pride spet neka povišana stiska lahko, in tudi v obdobju zaključevanja zdravljenja. Čas, kjer je pa tudi lahko povišano doživljanje duševne stiske, pa je obdobje ob napredovanju bolezni, kadar pride do tega,
in tudi takrat, kadar se zdravljenje nekako nadaljuje, spremeni bolj na simptomatsko zdravljenje. Na proces spoprijemanja z boleznijo vplivajo različni dejavniki, ki jih lahko združimo nekako v tri večje sklope. V prvi sklop uvrščamo tiste dejavnike, ki so povezani z samo onkološko boleznijo in z načinom zdravljenja. Tukaj je odvisno zdaj, kje je lokacija same bolezni, v kakšnem stadiju je bolezen, se pravi takrat, kjer je prognoza slabša, je seveda nekako običajno več stiske prisotne. Tudi vrsta zdravljenja vpliva na doživljanje stisko in tudi enostavno fizične težave, ki so posledica zdravljenja in tudi same bolezni, kot so recimo bolečina, utrujenost, zmanjšana funkcionalnost. V drugi sklop uvrščamo neke sociokulturne dejavnike. Tukaj imamo v mislih, v kakšni meri je zdravljenje dostopno, kakšne so neke socialne predstave o bolezni. V tretji sklop pa uvrščamo tiste dejavnike, ki se nanašajo na neko življenjsko situacijo, v kateri se bolnik, posameznik nahaja, in tudi na njegovo osebnost. Nekako raziskave naj bi pokazale, da se težje spoprijemajo z boleznijo mlajši bolniki, pa starejši, tisti, ki so nekako bolj izolirani socialno, ki niso v neki partnerski zvezi. Na spoprijemanje z boleznijo in stisko ob tem vplivajo tudi dosedanje izkušnje z boleznijo, tudi anamneza psihiatrične motnje in pa tudi nekatere osebnostne poteze, in sicer način, kako se posameznik spoprijema s težavami na splošno, koliko si dovoli čustvom, da pridejo blizu, kako se s čustvenimi vsebinami spoprijema. Ko govorimo o psihosocialnih ukrepih, moramo imeti predvsem v mislih potrebe bolnika. Se pravi, kot izhodišče moramo zmeraj imeti v mislih bolnika, kaj on potrebuje, kaj menimo, da bi bilo zanj najboljše. Neke te univerzalne intervence so del vseh nas, vseh zdravstvenih delavcev na različnih nivojih, tako na primarni, sekundarni kot terciarnem nivoju, odvisno od vloge, ki nam glede na naše delo pritiče. Se pravi, te univerzalne intervence zajemajo neke osnovne informacije o bolezni, ki jih nudimo bolniku. Zelo, zelo pomembno je, da bolniku vedno na ustrezen način, z ustrezno komunikacijo nudimo neko osnovno čustveno podporo. Pri spoprijemanju za stisko so izjemnega pomena tudi različne nevladne organizacije, različna društva bolnikov. Zdaj na področju raka dojke sta tukaj zelo aktivna predvsem Društvo onkoloških bolnikov in pa Društvo Evropa Dona. Potem so lahko bolnikom v pomoč tudi različne publikacije, članki, revije, kjer dobijo veliko informacij o tem, kaj je bolezen, njihova bolezen, kako se s tem spoprijemajo, in lahko slišijo tudi izkušnje drugih bolnikov in se na ta način lažje nekako spoprimejo z svojo boleznijo. Globlja, kot je duševna stiska, težja, kot je bolnikom, bolj je na mestu tukaj neka specialistična obravnava, v smislu predvsem neke psihološke obravnave in pa psihiatrične obravnave, takrat, kadar je to dvoje nekako na mestu in potrebno. Raziskave so kar številne v zvezi s tem, kaj so tisti najbolj učinkoviti in najprimernejši pristopi takrat, kadar se bolnik znajde v neki stiski ob spoprijemanju z boleznijo, in sicer so si dokaj enotne. Nekako se kot najučinkovitejše so se izkazale različne psihosocialne intervence, predvsem je tukaj v ospredju kognitivno-vedenjska terapija,
in pa tudi druge oblike, recimo suportivna psihoterapija, družinska terapija, tudi psihoedukacija osnovna lahko zelo, zelo veliko doprinese k zmanjševanju stiske. Kadar pa je ta stiska še posebej poglobljena in kadar je morda zraven pridružena tudi neka anksiozno-depresivna simptomatika, takrat pa je zelo pomembno, v določenih primerih celo ključno tudi združevanje oziroma nekako uporaba tudi psihofarmakologije. Neka metaanaliza je pokazala, ki so pregledali ogromno število raziskav, da je prav kombinacija psihoterapevtskega, predvsem kognitivno-vedenjskega pristopa ter farmakološkega pristopa tista, ki je najbolj učinkovita pri zmanjševanju duševne stiske pri onkoloških bolnikih. Toliko mogoče za nek uvod v današnje srečanje. Hvala vam za tole pozornost, pa bom zdaj kar povabila naprej naslednje kolegice. Hvala. Hvala, Tina, za zanimivo uvodno predstavitev, na katero se pravzaprav nanašajo tudi vse naslednje predstavitve. Zdaj, pogosto so ob bolnicah, ko so te v duševni stiski, ravno medicinske sestre oziroma zdravstveno osebje. Ta vidik nam bo predstavila naša oddelčna medicinska sestra Jana Markovič. Tako da, Jana, kar izvolite. Lepo pozdravljeni. Medicinske sestre smo med zdravstveno obravnavo bolnice z rakom dojk z njo velikokrat v stiku, zato imamo mogoče tudi več priložnosti za prepoznavanje njenih potreb, tudi psihosocialnih. Prepoznavanje bolničinih potreb je ključno, da z njo vzpostavimo dober odnos. Dober odnos se začne s prvim stikom, ki naj bo strokoven, profesionalen, empatičen, odkrit, do določene mere iskren. Za vzdrževanje dobrega odnosa pa je ključno, da smo v odnosu v celoti prisotni. To pomeni, da bolnica začuti, da nam je mar zanjo. Dober odnos je tako pomemben, da pravilno prepoznamo bolničine potrebe in tako pridobimo njeno zaupanje. Duševna stiska se nemalokrat kaže navzven. Depresivna bolnica govori o žalosti, brezupu, anksiozna bolnica toži o nemiru, strahu, skrbi in podobnem. Velikokrat pa bolnice svoje stiske ne izražajo navzven, tudi ta ni vidna z izraza na obrazu, z drže telesa in podobno. Zato je pri prepoznavanju duševne stiske ključno, da če bolnice ne vprašamo o njenem razpoloženju, tudi ne moremo vedeti, kako se počuti ali o čem razmišlja. Vprašamo lahko, kako ste, če bolnica izraža stisko navzven, lahko rečemo, vidim, slišim, da niste najbolje. Predvsem pa spoštujemo voljo bolnice, če o stiski ne želi govoriti, morda na to še ni pripravljena. Ob obremenjujočih vsebinah, ki jih izraža bolnica, se lahko počutimo nelagodno, ker ne vemo, kako naj odreagiramo, na primer ob izgubi las. Takrat bolnica predvsem potrebuje našo pozornost, da pozornost preusmerimo s siceršnjih aktivnosti, ki jih opravljamo, v odnos z bolnico. Če mogoče bolnico gledamo v oči, predvsem pa jo pozorno poslušamo in skušamo slišati, kaj nam sporoča, tudi neverbalno. Če smo takrat v časovni
stiski, je to dobro ubesediti. Dobro je, da bolnici sporočimo, da smo njeno stisko zaznali, rečemo lahko, vidim, da vas skrbi izguba las, bi se o tem želeli s kom pogovoriti, ali če imamo možnost se vrniti nazaj k bolnici, lahko rečemo, ta trenutek imam delo, ki ga ne morem odložiti, bom k vam prišla kasneje, da se bova lahko pogovorili. Ob obremenjujočih osebinah bolnica potrebuje predvsem naš čas, da pripoveduje o čustvih, ki jih doživlja. Pogovor lahko nadaljujemo z odprtimi vprašanji, vprašamo lahko, kako to mislite, lahko ponovimo zadnji ključni stavek, recimo rekli ste, da vas je tega strah, lahko povzamemo, čeprav razumem. Medicinske sestre smo med zdravljenjem bolnice velikokrat v vlogi, ko je bolnici v skladu z našimi kompetencami potrebno podati kakšen nasvet, jo informirati, naprimer, kako pridobi lasuljo v primeru izgube las. Če pa bolnica ob tem navaja stisko, pa se dajanju nasvetov in zaključenih odgovorov raje izogibamo. Na splošno velja, da na čustvenem področju in na področju odnosov se dajanju nasvetov in hitrih odgovorov raje izogibamo, dobri veri, da pomagamo, da rešimo težavo in s tem morda zmanjšamo našo stisko, lahko prehitro odgovorimo in z nerazumevanjem vprašanja lahko stisko pri bolnici le še povečamo. Naprimer, namesto da rečemo postrižite se, lahko rečemo drugim bolnicam je pomagalo ali pa veliko bolnicam je lažje, če se postrižejo. O obremenjujočih vsebinah se lahko pogovarjamo na način veliko bolnic podobno doživlja. Predstavljam si, da mora biti za vas zelo hudo. Izogibamo se besedicam, kot so vem in razumem, žal mi je, da se je to zgodilo. Izogibamo se tudi stavkom, kot so morate biti močni, pozitivni in stisko raje znormaliziramo. Naprimer, to, da ste v stiski, ne pomeni, da ste šibki, da se ne borite, ter da je z vami kaj narobe. Čisto normalno je, da ste v stiski. Bolnico lahko tudi spodbudimo, naprimer, imam občutek, da se dobro spoprijemate situacijo. Pozorni smo na časovni okvir, ki ga imamo na voljo, in pa na cilj, kamor želimo pogovor pripeljati, tako tudi ne odpiramo tem, ki jih ne bi mogli zaključiti. Kako odreagirati, če bolnica zajoka? V komunikaciji z onkološko bolnico lahko pričakujemo čustva, tako bolničina kot naša lastna. Naša čustva zaznamo in se osredotočimo na težavo, kako jo bomo rešili. Bolnica je le v stiski in morda je ob nas začutila, da to lahko izrazi, ali pa je napetost ob stiski enostavno postala prevelika in je zajokala. Če je možno, se z bolnico umaknemo v primeren prostor, namenimo ji čas in pozornost, morda nič ne rečemo, samo ponudimo robec, lahko vprašamo, ali vam prinesem kozarec vode, lahko rečemo, vidim, da vam je težko, kaj vam je šlo skozi glavo, kaj razmišljate v zvezi s tem, kaj vam je najtežje. Velikokrat pa bolnica ne potrebuje drugega kot to, da smo tam z njo in da zdržimo tišino. Pomeni, da govorimo, kolikor je potrebno in ne zmanjšujemo lastne napetosti z govorjenjem. Nekaj besed o suicidalnosti. Izjave bolnice o tem vzamemo resno, naša opažanja preverimo. Lahko vprašamo, naprimer, pride kdaj tako obdobje, da bi najraje vse skupaj končali v smislu svojega življenja. Če smo v slabi koži, je normalno, da pride kakšna težka misel. Razmišljate, da bi si kaj naredili ali kako bi si naredili. Če bolnica kaj od tega izraža, se medicinska sestra lahko obrne na lečečega onkologa. Kot veste, je po državi vzpostavljena mreža urgentnih služb, kamor napotimo bolnico predvsem v primeru akutne suicidalne ogroženosti. Če pa je bolnica med zdravljenjem, pa se seveda lahko obrnete na naš oddelek. Kako si lahko pomagamo, če je za nas situacija čustveno pretežka, če nas čustva preplavljajo? Lahko nam pomaga že to, da vzpostavimo distanco do situacije, da na situacijo gledamo, kot bi jo opazovali od zunaj.
Lahko nam pomaga že dejstvo, da so čustva, ki jih doživljamo, samo čustva, ki bodo minila, ko se bo situacija umirila. Lahko pozornost usmerimo na racionalni del našega razmišljanja, da se osredotočimo na situacijo, kako jo bomo speljali. Ob tem so sicer naša čustva zraven, še vedno, vendar ob robu našega zavedanja. Če bi bila situacija za vas čustveno pretežka, lahko seveda bolnico tudi usmerite na naš oddelek. Kot veste, je na Onkološkem inštitutu tudi vzpostavljena psihološka pomoč zaposlenim. V splošnem velja, da včasih so te situacije čustveno zelo intenzivne in tudi mi nismo vedno v optimalni psihofizični kondiciji. Na splošno velja, da bomo za bolničine potrebe dobro poskrbeli, če bomo najprej poskrbeli zase. In to je navedena ena zanimiva študija iz paliative, kjer so analizirali varovalne dejavnike, ki tim ščitijo pred izgorelostjo. In zanimivo je, da se je tim izkazal kot zelo močno izražen varovalni dejavnik. Nekaj besed o vlogi medicinske sestre na oddelku za psihoonkologijo. Z bolnico opravi strukturiran triažni razgovor, koordinira psihiatrično in klinično psihološko obravnavo hospitaliziranih bolnikov, sodeluje pri kliničnem delu z bolniki in podobno. Kot že rečeno, za bolničine potrebe bomo dobro poskrbeli, če bomo poskrbeli zase, in skrb zase pomeni tudi konstruktivno razmišljanje o sebi, drugih in svetu, kot tudi vse drugo, kar lahko naredimo za svojo psihofizično kondicijo. Hvala za pozornost. Najlepša hvala sestri Jani Markovič za tole predstavitev. Zdaj v naslednjem predavanju bova pa z magistro Andrejo Škufca Smrdelj, klinično psihologinjo, predstavili področje klinično-psihološke obravnave onkoloških bolnikov, pa še nekaj izsledkov, nekih vmesnih izsledkov iz raziskave OREH. Masko bomo imeli, ker sva v istem prostoru. Tako da kar izvolite. Najlepša hvala, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Bolezen vedno poseže v en kontekst v življenju in za raka nikoli ni nekak pravi čas v življenju. Poseže na številna področja v življenju in velikokrat je duševna stiska vezana na samo diagnozo, na spoprijemanje z zdravljenjem, številnimi telesnimi težavami, včasih pa stiska izvira iz drugih področij življenja, glihko zaznamovanih z rakom. Zato je prepoznavanje in obravnava duševne stiske del celostne obravnave bolnikov, bolnic z rakom in danes ni vprašanje psihonkologija da ali ne. Danes je vprašanje, katerim bolnikom, kdaj, za katere težave in na kakšen način ponuditi z dokazi podprte oblike pomoči, ki bodo imele čim večjo dobrobit. Če gremo na prvo vprašanje, kdo so bolniki, ki iščejo klinično psihološko pomoč, analizirali smo, kateri bolniki so v enoletnem obdobju prišli prvič v obravnavo in kar 33% je bilo gospa z rakom dojke. Največkrat so bili napoteni s strani internistov. Ostaja pa ob tem odprto vprašanje, kolikšen je razkorak med tem, kateri bolniki so najbolj v stiski in med tem, kateri bolniki izrazijo svojo stisko oziroma so vanjo tudi napoteni. Kdaj iščejo pomoč? Izziv vseh zdravstvenih sistemov je zagotavljanje, pravočasno zagotavljanje in vključitev obravnavo takrat, ko jo bolnik potrebuje. Zdaj, pri bolnicah z rakom dojke naši podatki kažejo, da je približno 30% jih med zdravljenjem prišlo, kar je običajno pred zdravljenjem s kemoterapijo. Še večji delež pa po zaključenem zdravljenju.
Zaključek zdravljenja je zelo spregledano obdobje, v katerem se ljudje spoprijemajo z posledicami bolezni in zdravljenja. Je pa pri raku dojke še dodaten izziv tega obdobja uvajanje hormonske terapije. Hormonska terapija je povezana z pomembnimi nihanji v razpoloženju, pogosto imajo vročinske oblive, posledično nespečnost, zelo so lahko utrudljive, vzdržujejo se kognitivne težave, znižuje se njihovo splošno funkcioniranje, na kar se pa seveda potem gospe tudi psihično odzivajo. Nedavno je ena gospa v ambulanti rekla, da na to pa res ni bila pripravljena, ker če je v času kemoterapije vse usmerjeno v obvladovanje stranskih učinkov po obvladovanju vsakdana, je izziv zaključka in obdobja po zaključenem zdravljenju to, da se ob težavah spogledujejo z vračanjem v službo, z vračanjem v utečene socialne vloge, vse obveznosti. In ta podatek, da jih takrat tako veliko pride v stiski do nas, se mi zdi zelo poveden. Ob vprašanju, kdaj ljudje iščejo pomoč, bi mogoče še to poudarili, da bolnike in bolnice pred ali pa med specifičnim onkološkim zdravljenjem in bolnike v paliativni oskrbi na našem oddelku sprejemamo v obravnavo čim prej oziroma v skladu z njihovimi prihodi na onkološki inštitut. Zakaj? Ker je zelo velika razlika, recimo pred kemoterapijo en mesec za spoprijemanje. Velika razlika je, če je recimo enomesečna čakalna doba za nekoga, ki zaradi anksioznosti prekine oksevanje, ali pa če je diagnoza, da je prišlo do napredovanja bolezni. In zato so te situacije na našem oddelku ena velika prioriteta. S katerimi težavami in s katerimi vsebinami prihajajo bolnice za pomoč? Nekatere težave pa vsebine se pojavljajo v vseh obdobjih, nekatere so bolj specifične na posamezno obdobje bolezni in zdravljenja. Zdaj pogosto prihajajo v psihoterapevtsko obravnavo zaradi anksioznosti, zaradi depresivnosti, zaradi stiske ob spoprijemanju s telesnimi težavami. Veliko delamo s strahom pred ponovitvijo bolezni, ki je spremljevalec v življenju med in po bolezni. Različni notranji in zunanji triggerji lahko še zelo dolgo po zaključku zdravljenja pomembno stopnjujejo ta strah. To so recimo nenavadne nove telesne zaznave, kontrolni pregledi, posebno mesto ima tukaj prva kontrola, potem, kadar kdo v socialnem okolju zboli, umre, ali pa tudi, ko ljudje načrtujejo in razmišljajo o sebi v prihodnosti. Strah pred ponovitvijo bolezni ne gre enačiti z anksiozno motnjo. Zato, ker večina bolnikov z izraženim strahom pred ponovitvijo nima anksiozne motnje, medtem ko ljudje z anksiozno motnjo imajo pa velikokrat tudi zelo poudarjan ta strah. V psihonkologiji se danes veliko govori in raziskuje tudi o demoralizaciji. Demoralizacijo zaznamujejo občutki brezupa, nemoči, izgube smisla, upanja, vrednosti v življenju. Pogosto je pri napredovali bolezni. Je pa tako, kot je podoben odnos strah pred ponovitvijo bolezni pa anksioznosti, je demoralizacija pa depresivnost. Tako da velikokrat srečamo depresivnega bolnika z znaki demoralizacije, hkrati pa imamo lahko demoraliziranega bolnika, ki ni tudi depresiven. Intervencije se pa usmerjajo tukaj, izhajajo predvsem iz teh eksistencialističnih oblik psihoterapije in se usmerjajo v ohranjanje upanja. Kaj je specifičnega v vsebinah tega obdobja pred začetkom zdravljenja? Velikokrat ljudje rečejo, da bi najbolj potrebovali psihologa takoj po diagnozi. Vendar podatki kažejo, da jih ne pride tak velik delež v tem času. Možen odgovor, zakaj je to, da še niso seznanjeni z oblikami pomoči, ponuja se pa tudi drug odgovor, zakaj je temu tako, da se ob stresnem dogodku najprej obrnejo na te lastne vire za spoprijemanje s stresom in seveda na suport socialnega okolja. Po kliničnem vtisu prihajajo večkrat gospe brez, recimo, podpornega domačega okolja
ali pa gospe, ki so imele že prej težave v duševnem zdravju, ali pa ob kakšnih specifičnih obremenjujočih družinskih okoliščinah. Velikokrat prihajajo recimo mlajše bolnice z dilemo, kako z otroki komunicirati v zvezi z boleznijo, ali pa ljudje, ki imajo in gospe, ki imajo večje težave z sprejemanjem odločitev glede zdravljenja. Tukaj je velik izziv alternativnih pogledov, alternativnih nekih teorij na bolezen in zdravljenje, ker ko se bolnica pogovarja z onkologom, se pogovarja o verjetnosti ozdravitve, medtem ko se v teh alternativnih teorijah govori o gotovosti, in preplavljena s stisko je slednje tisto, kar bi želela slišati. Preplavljena s stisko je verjetno težko tudi ob vseh informacijah izluščiti verodostojne. Gospe potrebujejo različno veliko informacij za sprejemanje odločitev, je pa zelo pomemben poudarek, da ob vseh modernih oblikah in virih informacij študije kažejo, da še vedno na prvem mestu oseben pogovor z zdravnikom. Ko se zdravljenje začne, velikokrat stiska se malo zmanjša. Gospe vidijo, kateri stranski učinki so se dejansko zgodili in tudi kako se z njimi spoprijemati, kateri so bili polni scenariji, ki jih je pisal strah. Zdravljenje velikokrat opisujejo kot kalup. Je predvidljivo, je strukturirano, tako jasno vnaprej, imajo datume postavljene, kako bo šlo. In ta strukturiranost in predvidljivost ponudi tudi en občutek varnosti. Vsaka sprememba, vsak prehod, modalitete so malo bolj ranljive. Zanimivo je recimo že, ko se spremeni kemoterapevtik, ko se pričakuje malo drugačen ta spekter stranskih učinkov, so bolj v stiski. Pomemben je poudariti, da tudi na pričakovane, na normalne posledice, nekaj, kar mi kot zdravstveni delavci srečujemo vsak dan, ne? Ampak za gospe to ni, bom rekla, normalno, to je izguba in se tudi čustveno odzivajo. Tukaj imamo v mislih recimo izgubo las ali pa spremembe po operativnem posegu. Veliko gospa si pomaga s to mislijo, ja, se bodo zrasle, ali pa ja, vem, to pa še zraven ne more biti drugače. Ampak jim je vseeno lažje, kadar jih slišimo, da jim je težko, da potrdimo v smislu, ja, bodo zrasle, ampak zdaj je pa težko. O obdobju po zaključenem zdravljenju sem že nekaj govorila, ni slučaj, da je tudi tale razdelek z specifičnimi vsebinami v bistvu tlele največji. To je čas, ko ni več toliko jasne strukture, ko ni rednih stikov z onkologi. Pomemben je v tem obdobju, da se nekako poudari ta kontakt z osebnim zdravnikom. Bolnice vejo, da je okrevanje proces, pa kljub temu pričakovanja velikokrat prehitevajo telo. Pričakovanje, da je konec in da bo tako kot prej, so v prvi vrsti pričakovanje bolnic. Pa vendar jih telo vsak dan opozori, da ni tako kot prej. Pričakovanje, da je konec in da bo tako kot prej, tudi pričakovanje socialnega okolja. In veliko gospa ravno v tem obdobju govori o razkoraku med sabo in med družinskimi člani glede pogleda na bolezen in pa doživljajo, da niso slišane. Če pride do sumov za ponovitev bolezni, ponoven krog diagnostičnih preiskav, pa čakanje na izvide, ponovno zdravljenje, paliativna oskrba, je seveda to zelo ranljivo obdobje za doživljanje duševne stiske. Bi pa mogoče na tem mestu izpostavila skupino bolnic za primarno razsejano boleznijo. Včasih zaradi dolgega procesa diagnostike, včasih zato, ker se je bolezen manifestirala s tem, da so prvi znak bolezni dale metastaze. Ni vedno samo to, da bi odlašali z obiskom zdravnika. Pred časom je ena gospa svoje doživljanje opisala kot nikamor ne pašem.
V smislu ne paše v skupino bolnic z rakom dojke, ki je zazdravljiva kronična bolezen, ki se usmeri v zdravljenje z to vizijo vračanja nazaj v življenje. Pa vendar se te gospe za celo situacijo spopremajo prvič. In je že od prvega dneva spopremanje usmerjeno v ohranjanje kvalitete življenja in je tudi ta strah pred nadaljnjim potekom bolezni še toliko bolj poudarjen. Iz kdo, kdaj in zakaj pridemo na kako. Kako obravnavamo duševno stisko, katere so z dokazi podprte klinično-psihološke intervencije. Zdaj, večina našega dela je individualnega. Se pravi, krizne intervencije ob kriznih dogodkih, veliko je suportivne psihoterapevtske obravnave, klinično-psihološko svetovanje s psihoedukativnimi vsebinami. Izmed psihoterapevtskih modalitet so pa na prvem mestu kognitivno-vedenjske terapije. Bolezen pomembno poseže v partnerski odnos, zdaj partnersko svetovanje je na mestu, kadar je pa predvidevamo, da bo potrebno daljše partnersko psihoterapevtska obravnava, pa zaradi omejenih kapacitet na oddelku napotimo v obravnavo drugam. Izvajamo klinično-psihološke preglede, pretežno v okviru ocene kognitivnega funkcioniranja. Kot veste, je ena od posledic sistemske terapije tudi so deficiti v kognitivnem funkcioniranju, predvsem pozornosti, upočasnjenosti, šibkejšem spominu, nekaterih eksekutivnih funkcijah. Svoj čas so to opisovali kot chemobrain, danes opisujejo kot cancer-related, se pravi z zdravljenjem raka povezanimi kognitivnimi deficiti, zato ker kemoterapija ni edino sistemsko zdravljenje, ki je pač povzroča ali pa vzdržuje te težave. Se pa večina klinično-psiholoških pregledov izvaja na primarnem zdravstvenem nivoju. Skupinska psihoterapevtska obravnava dobi svoje mesto v obdobju po zaključenem zdravljenju. Tukaj je epidemija zelo posegla, v bistvu skupinske obravnave od marca lani ne izvajamo, nismo izvajali. Zdaj začenjamo ponovno s kombinacijo z daljavo, s kognitivno-vedenjsko skupinsko terapijo za bolnike po zaključenem zdravljenju. Nismo pa še čist uspeli vzpostaviti ponovno suportivne psihoterapevtske skupine ali pa skupine za bolnike z metastatskimi boleznimi. To sta dve oblike ali pa program, ki sta tekla na oddelku do epidemije. Na terciarnem nivoju se osredotočamo predvsem na vsebine vezane na raka in na čas zdravljenja raka. Bolnice namreč prihajajo k nam zaradi zelo različnih težav, včasih prisotne že davno pred rakom, recimo pa so uspele do bolezni nekako kompenzirati ali pa živeti ob teh težavah, ali pa je bolezen težave stopnjevala, ali jih je pa pripeljala do točke, da so se odločile, da bi želele nekaj narediti zase. Ne vem, srečamo recimo bolnice s kakšnimi s težavami, ki izhajajo osebnostnega funkcioniranja ali pa kakšne travme iz otroštva, odvisnosti, že dlje časa prisotne partnerske težave. Te in pa predvsem te dolgotrajnejše obravnave skušamo usmeriti na primarnem nivoju. Veselimo se tega, da bo po nacionalnem razpisu specializacije iz klinične psihologije čez 5 let ta dosegljivost na primarnem nivoju večja, kot je v tem trenutku. Psihoonkologija se razvija tako v svetu kot pri nas in del tega razvoja je na tem časovnem traku, ki odgovarja, od kod prihajamo in kam klinično-psihološka obravnava v psihoonkologiji gre. Tukaj ne bi o kadrovskih pa organizacijskih izzivih, ki jih imamo v bistvu vse službe. Strokovno se v psihoterapevtski obravnavi, v psihoonkologiji vedno bolj uveljavlja tretji val vedenjsko-kognitivne terapije, se pravi metakognitivne terapije, na čuječnosti temelječe terapije pa ACT. Tukaj ne gre več na osredotočanje na misli, ampak se osredotočamo na proces, na koncept, na odnos do misli, na odnos do čustev, na odnos do telesnih občutkov.
Se pravi, to so ti koncepti čuječnosti in sprejemanja in osebne vrednote. Veselimo se novega programa, ki bo po metakognitivni terapiji in ga bomo, upam, da v kratkem, prenesli tudi k nam za obravnavo strahu pred ponovitvijo bolezni v skupinski obliki in bomo tako nadgradili te skupine po vedenjsko-kognitivni terapiji, ki že leta tečejo na našem oddelku. Zdaj pa predajam besedo nazaj Jani Jereb, da bo pa predstavila piloten projekt OREH, ki ima v svoji osnovi to, da presejamo tudi duševno stisko in sistematično napotujemo tiste bolnice, ki pomoč najbolj potrebujejo. Tako kot je Andreja že povedala, nekaj izsledkov iz pilotnega projekta. Bolnice so v okviru raziskave razdeljene na kontrolno skupino in na interventno skupino, s tem, da vključevanje v interventno skupino še vedno poteka. Izvaja se aktivno presejanje težav, te težave sem navedla na tem slajdu, in sicer se preseja ob začetku zdravljenja, po pol leta in 1 leto po začetku zdravljenja. Med drugim presejamo za psihološke obremenitve in seveda glede na izražene težave, glede na oceno pri presejanju, potem napotimo v primeru pač psiholoških težav, potem v psihoonkološko obravnavo. Študija je še vedno v teku, zdaj še vedno pridobivamo podatke drugega merjenja, se pravi, to je pol leta po začetku zdravljenja, tako da nekih večjih zaključkov še nimamo. Tile procenti se nanašajo na to, kolikšen delež bolnic je raven nekih svojih težav označila z oceno 7 ali več, če gledamo po lestvici od 1 do 10. In zdaj pričakovano je, da gospe ob začetku zdravljenja poročajo o višji depresivnosti in anksioznosti, seveda tudi nespečnost je zraven. Zakaj je to razumljivo in pričakovano? Ker so te ocene pri presejanju ob prihodu na onkološki inštitut precej pod vplivom sveže diagnoze in pod vplivom tega, da se je treba zdaj odločiti za zdravljenje. Pričakovano in razumljivo pa je tudi, da anksiozno-depresivna simptomatika tekom zdravljenja tudi upade, kar se je tudi pokazalo. Utrudljivost nekoliko naraste po pol leta, kar pa je učinek kemoterapije najverjetneje. Tako. Kaj pa smo še ugotovili, je to, da bi bilo, če bi gledali samo na ocene pri presejanju, kar 2/3 bolnic napotenih v psihoonkološko obravnavo. Medtem ko histogram tukaj na desni pa prikazuje, koliko bolnic se dejansko vključi, kar precej manj. Je pa takole razvidno iz tega razkoraka med kontrolno in interventno skupino, da če aktivno informiramo, da je pomoč oziroma psihoonkološka obravnava na voljo, se jih v obravnavo dejansko vključi še enkrat več. Zdaj razkorak med številom bolnic glede na presejanje in številom bolnic, ki dejansko pridejo v obravnavo, pa pokaže, a je obravnava duševne stiske v tistem trenutku tekom zdravljenja ali pa pred zdravljenjem za bolnico prioriteta. Oziroma, v kolikšni meri so simptomi, če so sploh prisotni, za bolnico moteči. Se pravi, izhajamo iz nekih potreb, upoštevamo, kaj je v nekem trenutku pomembno za bolnico. Oziroma, kakor je bilo rečeno na kongresu IPOS,
not what is the matter with the patient, but what matters to the patient. Tako da se tega vodila poskušamo nekako držati. Zanimivi bojo pa rezultati po pol leta in 1 leto po začetku zdravljenja, ki jih večinoma še nimamo. Iz klinične prakse namreč vemo, da je takrat prihod v psihoonkološko obravnavo večji, tako kot je tudi Andreja že povedala. Tako, midve z Andrejo sva zaključili najin del predstavitve. Sedaj pa vabim našo psihiatrinjo, doktor Jano Knific, da predstavi to psihiatrično obravnavo onkoloških bolnikov. Predstavila bo pa tudi vlogo psihofarmakologije pri obvladovanju neke duševne stiske oziroma težav duševnih motenj. Izvolite. A lahko prosim mikrofon vključite? Se zdaj slišimo? Ja, ok. Tudi slajdi so na namizju. Pozdravljeni še enkrat. Jaz sem Jana Knific, psihiatrinja na oddelku za psihoonkologijo in bom danes predstavila vlogo psihofarmakoterapije pri obravnavi duševnih motenj pri onkoloških bolnikih. Začela bi z izrekom, ki ga je zapisal Epiktet, starogrški filozof, ki je rekel, da je človeku bil podarjen en jezik, toda 2 ušesi, da bi 2-krat več poslušal, kot govoril. Pogovor, kot smo že danes slišali, je osrednje naše orodje, ki ga uporabljamo pri delu z bolniki. In bolniki sami pridejo lahko z pritožbami, povejo svoje subjektivne težave, poročajo o svojem doživljanju, tudi o duševnih stiskah, vendar nekateri tudi ne in lahko obsedijo v tišini. In je tako na nas, da to tišino razpremo in povprašamo o njegovem doživljanju. Tukaj na desni vidite že danes objavljen distress termometer, nekateri ga opisujejo kot 6. vitalni znak in je poleg telesne temperature, pulza, pritiska, frekvence dihanja, bolečine, eden od znanilcev, kakšen je vitalni status bolnika. Uporablja se že vse od 90. let, od leta 1999 pa je bil tudi s strani NCCN-a svetovan kot samoocenjevalni inštrument za bolnike za samooceno doživljanja distresa. Zakaj sploh meriti distres? Pravzaprav vemo, da in vsi dokazi govorijo v tej smeri, da lahko, če distres zaznamo z psihosocialnimi, vedenjskimi in tudi farmakoterapevtskimi intervencijami, zmanjšamo distres, kar pa pomembno vpliva tako na sodelovanje bolnikov pri zdravljenju raka in posledično boljšega izhoda zdravljenja raka. Kolegice so že predstavile, kje na tem kontinuumu se gibamo, ko bolniki prihajajo k nam v obravnavo. Zdaj se bomo osredotočili na ta desni del, kjer je distres izražen do te mere, da se klinično kaže kot psihiatrična motnja. Zdaj, nekaj besed o prevalenci psihiatričnih motenj. Različni viri enoznačno ugotavljajo, da sama diagnoza onkološkega obolenja je povezana z povečanim pojavom duševnih motenj. Iz literature lahko povzamemo, da je teh nekako med 25 do 30%, najpogostejše med njimi so anksiozne motnje. Seveda je odvisno tudi od lokalizacije samega onkološkega obolenja. Bolj pogoste so psihiatrične motnje pri nekaterih karcinomih, recimo pri trebušni slinavki, pri pljučnem raku, pri malignomih centralnega živčnega sistema in tudi pri raku dojke.
Depresija je 3-krat bolj pogosta pri onkoloških bolnikih. In tudi, če pogledamo specifično rak dojke, je Kesan z svojimi sodelavci že pred dolgimi leti ugotavljal, da je tudi razkorak med samo skupino bolnic z rakom dojke, ki je zelo heterogena, in tudi pri njih se pri bolnicah z zgodnjim rakom dojke velika depresivna epizoda pojavlja v nekak 10% napram bolnicam z metastatskim rakom dojke, kjer je odstotek nekoliko nižji. Kako je pa pri nas? Zdaj, podatkov nimamo prav veliko na voljo, izbrala sem jih nekaj, ki so in so bolj sveži. V letu 2019 sta kolegici dr. Matosova in Novak Šarotarjeva zbrali podatke o psihofarmakoterapiji pri bolnikih, ki so bili v letu 2016 prvič obravnavani na Onkološkem inštitutu zaradi novo odkrite maligne bolezni in sta ugotovile, da jih je približno 30% že pred napotitvijo na Onkološki inštitut prejemalo enega od psihofarmakov, se pravi ali sedativ, anksiolitik ali antidepresiv. Tekom obravnave v letu 2016 pa je bil 40% bolnikov predpisan vsaj en recept za eno od teh skupin. Kolegice na oddelku za psihoonkologijo so spremljale, kako je bilo s psihiatrično obravnavo bolnikov napotenih k njim v klinično psihološko obravnavo in so prišle do podatkov, da je 10% bolnikov bilo že pred vključitvijo k njim obravnavanih pri psihiatru. Nekako 8% jih je bilo vključenih v obravnavo tekom zdravljenja raka in 10% so jih nato napotile v obravnavo k psihiatru one. Še nekaj podatkov iz pilotne raziskave OREH. Izmed vseh bolnic, se pravi iz interventne in kontrolne skupine, smo prišli do podatkov, da jih je 8,8% že pred vključitvijo v obravnavo raka dojke imelo eno od diagnoz iz področja F, se pravi eno od psihiatričnih diagnoz. Zdaj, kot smo že rekli, najpogosteje se psihiatrične motnje izražajo kot anksiozne. Tukaj so naštete vse različne, ki so najpogosteje, med njimi pa se pojavlja prilagoditvena motnja s kombinacijo anksioznih in depresivnih simptomov. Tudi literatura navaja, da lahko akutne stresne reakcije, če imajo neugoden potek, lahko vodijo do posameznih posttravmatskih stresnih motenj oziroma simptomov z tega področja. In literatura navaja tudi, da bolnice po zazdravljenem raku dojke v času spremljanja se pri njih v 10% izražajo simptomi posttravmatske stresne motnje. Pogosto je anksioznost pridružena drugim depresivnim motnjam. Zdravljenje je usmerjeno predvsem v nefarmakološke intervence, ko pa so akutna stanja tako intenzivna, lahko posežemo tudi po farmakoterapiji, med njimi prednjačijo benzodiazepini, vendar za časovno omejeno obdobje. V primeru, da stanja trajajo daljše obdobje, je potrebno razmišljati o spremembi medikamentozne terapije. Nekaj besed o depresivni motnji. Depresivne motnje so pogosto pridružene onkološkim obolenjem, pojavljajo se pri 13 do 20% bolnikov z rakom. V raziskavi Mitchella in sodelavcev iz leta 2012 so ugotavljali, da se depresivni sindrom odraža v zmerni ali hudi obliki pri 16% bolnikov z rakom, v blažji obliki oziroma ali pa se kaže kot distimija pa pri 1/5 bolnikov. Diagnostika depresivne motnje je pri onkološkem bolniku zahtevna, zato ker se pravzaprav nevrovegetativni simptomi, se pravi pomanjkanje energije, utrujenost, izguba apetita, motnje spanja, psihomotorična upočasnjenost nekako prekriva z telesnimi simptomi samega raka ali pa tudi zdravljenja raka.
Zato je potrebno naš fokus usmeriti pravzaprav na psihološke simptome. Tukaj na desni vidite pravzaprav depresivno motnjo nekako razdeljeno na posamezne domene, tako čustvene, vedenjske, telesne in miselne, in tukaj si pravzaprav s temi drugimi pomagali in simptomi pomagamo do diagnoze. Pomembno je, da povprašamo tudi o občutkih krivde, občutkih jeze, manjvrednosti, te so običajno pridruženi ob depresivni motnji in seveda tudi razmišljanja o smrti. Suicidalnost oziroma depresivna motnja je rizičen dejavnik za suicidalno vedenje. In kot vemo, je suicidalna ogroženost bolnikov z rakom višja napram splošni populaciji. Študije pa kažejo, da je število samomorov v populaciji bolnikov z rakom sicer majhna, ampak relativno tveganje za samomor v tej populaciji pa dvakrat večje kot v splošni. Tukaj so našteti rizični dejavniki za suicidalnost. Jaz jih ne bi naštevala, bi se pa osredotočila na to, kako se suicidalnost izraža v različnih obdobjih zdravljenja onkološkega obolenja. Zdaj, bolniki v vseh fazah bolezni lahko pogosto ali pa tudi ne izražajo suicidalne pomisleke. Jasno izrazijo svoje suicidalne misli, lahko tudi namere, ampak vemo, da je lahko to način spoprijemanja z boleznijo. Veliko jih reče, da je to nekak rezerven načrt, če bi se stanje slabšalo, če bi bili simptomi prehudi, če bi bili neobvladljivi, če bi imeli občutek, da ne zdržijo več, in je način kontrole nad svojim življenjem. Ko se suicidalne misli in namere izražajo v obdobjih remisije bolezni ali pri bolnikih, ki imajo dobro prognozo, rabimo razmišljati, kaj je v ozadju, ali gre za neko resno duševno motnjo, ali gre za poglabljanje razpoloženjske motnje, ali je motena realitetna kontrola in ob tem ustrezno odreagirati. Pri bolnikih z slabo prognozo, z slabo obvladovanimi simptomi ali pri bolnikih, ki so v paliativni oskrbi oziroma simptomatskem zdravljenju, pa ko poročajo o smrti oziroma o mislih na smrt, lahko mi pomislimo nekako, da je to nekak racionalen odgovor na trenutno njihovo stanje, ampak obenem je lahko tudi to odraz obupa, zmanjšane kvalitete življenja, mogoče rabimo ponovno aktivno razmišljati, ali se je poslabšala razpoloženjska motnja, ali je kateri od simptomov, ki je bil prej obvladan, postal ponovno neobvladljiv, in na to ustrezno odreagirati, pokriti neobvladane simptome. Zgodna prepoznava suicidalne ogroženosti je zelo pomembna in seveda potem tudi ustrezna napotitev. Nekaj besed še o razpoloženjskih motnjah, saj le-te vplivajo, kot smo že rekli, na sodelovanje pri zdravljenju, na kvaliteto življenja in seveda na vsakodnevno funkcioniranje. Špigel sodelavci je v večji metaanalizi pogledal, kako je z nesodelovanjem pri zdravljenju, in je ugotavljal, da pri onkoloških bolnikih, ki so imeli pridruženo razpoloženjsko motnjo, je bilo nesodelovanje 3-krat bolj verjetno kot pri bolnikih, ki niso imeli razpoloženjske motnje. Anderson, Wagner in Katon pa so pravzaprav ugotavljali, da bolniki z pridruženimi razpoloženjskimi motnjami slabše oziroma sploh niso sposobni integrirati informacij, ki jih dobijo od svojega onkologa o diagnozi in o zdravljenju, so manj motivirani za zdrava vedenja, imajo težave z načrtovanjem, so bolj pesimistični, imajo negativna prepričanja o svojem zdravju, se izogibajo vedenjem, ki vodijo v zdrav življenjski slog, so socialno izolirani
še tiste resurse, ki so na voljo, težje do njih pridejo ob manjši motivaciji. Ko so v zdravljenju, slabše tolerirajo stranske učinke vseh oblik zdravljenja in zaradi zoženega interesa tudi slabše sodelujejo pri terapevtskih načrtih in ciljih. Zdaj bi mogoče samo na kratko na tem slajdu še enkrat ponovila terapevtske obravnave, ki se jih poslužujemo na oddelku za psihoonkologijo, ki so z dokazi podprti načini psihoterapevtskega dela, ki so jih omenile že prej kolegice. Jaz bi se pa osredotočila na ta desni stolpec psihofarmakoterapevtskih pristopov. Danes bomo bolj pogledali podrobno benzodiazepine in antidepresive, vendar pri zdravljenju razpoloženjskih motenj, sploh tistih, ki so običajno prisotne že pred zdravljenjem, se poslužujemo tudi psihofarmakoterapevtikov iz spodnjih dveh skupin. Zdaj, mogoče na kratko o farmakoterapiji anksioznih stanj. Tako da so indicirana za krajše obdobje in predvsem se poslužujemo njihovih anksiolitičnih, miorelaksantnih in hipnotičnih učinkov, predstavljajo nekako prvo pomoč, takrat, ko ne gre za nefarmakološkimi ukrepi oziroma je simptomatika tako izrazita. Poslužujemo se najnižjih odmerkov za čim krajši čas. Bolnika je potrebno opozoriti na možne stranske učinke, tudi vpliva na njegove psihofizične sposobnosti in tudi na to, da se lahko pojavi paradoksna vznemirjenost, ob višjih odmerkih lahko tudi depresija dihanja. Tukaj bi omenila še to, da je, kot smo rekli, anksioznost lahko in je pogosto pridružena tudi depresivnim motnjam, saj lahko anksiolitik je priporočeno uvajati ob uvedbi antidepresiva za prve tedne, ko je antidepresiv še neučinkovit. Zdaj, tukaj je tabela, kjer je povzeto, kar je na voljo od antidepresivov v našem prostoru in so zdravila, ki so primerna za zdravljenje depresivnih motenj pri onkoloških bolnikih. Jaz se ne bi v podrobnosti spuščala, bi pa povedala, da so že spisane slovenske smernice za zdravljenje depresivne motnje, ki sem jih želela tudi predstaviti, ampak čakajo še na zadnjo potrditev in bodo zdaj v kratkem objavljene v Zdravniškem vestniku. Tukaj je pravzaprav zbrano nekako najbolj pomembne informacije glede doziranja, stranskih učinkov in mogoče specifičnosti posameznega antidepresiva pri uvajanju, pa razdeljeni na različne skupine glede na njihov način delovanja. Spregovorila bi še nekaj besed o izbiri antidepresivov pri bolnikih z rakom, ki so pomembne glede našega odločanja, katero psihofarmakoterapevtsko intervencijo bomo prevzeli. Zdaj, če imajo bolniki že predhodne razpoloženjske motnje, je dobro pogledati, pri katerem zdravilu je bil pozitiven terapevtski odgovor in se tega tudi poslužiti, saj običajno prinese neko zaupanje že strani bolnika v to zdravilo in tudi pričakujemo boljši odgovor. Pogledamo tudi trenutno medikacijo in smo pozorni na interakcije zdravil. Pogledamo tudi somatski profil simptomov pri bolniku in poskušamo z izbiro antidepresiva pokriti mogoče vodilni simptom. Tudi dvojno dobrobit se lahko pravzaprav poslužujemo pri nepsihiatričnih indikacijah, se pravi ob neki bolečinski simptomatiki, ob vročinskih oblivih izbiramo enega od antidepresivov, ki ugodno vplivajo tudi na te simptome. Pozorni smo pri metastatskih rakih v centralni živčni sistem, da ne uvajamo antidepresiva, ki niža prag za epileptične
epileptične napade, se pravi bupropiona, in smo bolj previdni pri antipsihotikih, ki vsi sami po sebi nižajo prag za epileptične napade. Pozorni smo na komorbidnosti, na neurejen krvni pritisk oziroma kardialna obolenja, tukaj predvsem pozornost pri venlafaksinu, in glede na prognozo bolezni se odločamo, kaj od zdravil bomo uvajali. Na izbiro antidepresiva vpliva tudi specifika bolnic, ki se zdravijo zaradi raka dojke in ki prejemajo hormonsko terapijo. Zdaj, tamoksifen je eden od zdravil, ki jih bolnice prejemajo in se metabolizira preko citokromskega sistema P450. Njegov aktivni metabolit je močan protiestrogenska učinkovina in nekateri antidepresivi inhibitorno delujejo na CYP P2D6, tako da moramo biti pozorni, če imajo bolnice že uveden antidepresiv iz te skupine, ki so močni zaviralci, da ga ob uvedbi tamoksifena zamenjamo oziroma ga ne uvajamo ob pojavu depresivne simptomatike ali kakšnih pridruženih simptomov. Šibki zaviralci so navedena sertralin in cipramil, tako da imamo pri bolnicah, ki prejemajo hormonsko terapijo, na voljo pravzaprav 3 različne antidepresive, citalopram, venlafaxin in mirtazepin, pa pogojno sertralin in cipramil. Kot sem že prej omenila, je smiselno ob nepsihiatričnih simptomih tudi se posluževati antidepresivne terapije. Tukaj pa še nekaj nasvetov zbranih glede uvajanja antidepresivov, se pravi, začenjamo z najnižjimi možnimi odmerki in počasi titriramo, predvsem zaradi uvajalnih stranskih učinkov. Pomembno je, da bolnice informiramo o teh stranskih učinkov in o tem, da bo učinek antidepresiva nekoliko zakasnel, da vejo, da se to pojavi po 2 do 4 tednih. Pomembno je, da z antidepresivom pokrijemo vodilni moteči simptom, se s tem tudi motivacija za zdravljenje izboljša, da epizodo razpoloženjske motnje zdravimo vsaj 6 mesecev in s tem preprečimo relaps. Ob ukinjanju razmišljamo, kaj so prednosti in slabosti ukinitve, in ukinjamo postopno. Ves čas spremljamo tudi sočasno medikacijo in spreminjamo terapijo, če je potrebno, in ob suicidalnosti smo pozorni tudi na to, da ne predpisujemo večjih količin antidepresivov. Namesto zaključka bi pa samo mogoče dala 3 poudarke, da je pomembno pravočasno prepoznavanje razpoloženjskih motenj pri onkoloških bolnicah, saj tako lahko ustrezno zdravimo razpoloženjske motnje, spremljamo pojav razpoloženjskih motenj v vseh obdobjih zdravljenja in da je pomembno tudi to, da so intervencije tako nefarmakološke in farmakološke. In s tem bi jaz zaključila. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, dr. Jana Knific, za vaš prispevek. Mičkeno smo v časovnem zaostanku. Jaz bi samo še enkrat pozivala, če imate kakšna vprašanja, da jih napišete kar v funkcijo chat ali pa na koncu zastavite, zadnje pol ure je za to namenjene. V našem oddelku na psihoonkologiji se pogosto srečamo z bolnicami, katerih duševna stiska je povezana z odzivi njihovih otrok na to, da je bolezen v družini. Zdaj, povabili smo k sodelovanju dr. Matejo Hudoklin, klinično psihologinjo in direktorico Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, da nam predstavi še ta vidik. Dr. Hudoklin, kar izvolite. Ja, najlepša hvala. Sem da je prezentacija.
Ne bo šlo? Aha. A so kakšne težave? Ja, bo. Bo? Evo. A jo vidite? Jo vidimo? Takole? Super. Ja, dobro. Evo, lep pozdrav, no, hvala za potrpežljivost. Takole sem z zanimanjem poslušala vse te predhodne predstavitve. Jaz sicer prihajam iz enega drugega okolja, ki ni hospitalno, ampak se pa na nas obračajo seveda otroci z najrazličnejšimi težavami, njihove družine. In med njimi so tudi otroci, ki prihajajo iz družin, v katerih se srečujejo z boleznijo, s hudimi boleznimi, in ne gre samo za raka, ampak tokrat pač bomo govorili o otrocih bolnikov z rakom. Mogoče bi tukaj izpostavila več stvari, seveda nimamo časa, da bi se dotaknili morda ravno vsega, kar je pomembno, ampak izkušnje v svetovalnem centru, kjer nas dela veliko kliničnih psihologov z otroki, je, da pravzaprav malo družin, kjer se srečuje z boleznijo raka, išče pomoč za svoje otroke. Če pa jo iščejo, se pa večkrat izkaže, da so pravzaprav neke napotne težave pač samo posredno povezane z boleznijo, se tekom razgovorov oziroma obravnave kasneje izkaže, da pravzaprav sovpada pojavljanje težav pri otroku z nastopom bolezni oziroma z recimo postavitvijo diagnoze raka. Tako da to je recimo en vidik pomoči otrokom iz teh družin. Drugi vidik pa je, da iščejo pomoč družine oziroma njihovi otroci, mladostniki, kadar gre za precej neugoden razplet bolezni, ker gre že za terminalno fazo bolezni pri enem od staršev in se spoprijemajo pravzaprav otroci za eno napovedano hudo izgubo, tako da tukaj v bistvu iščejo tovrstno podporo potem in pomoč. Jaz bi izpostavila nekaj vidikov, ki so pomembni za to, da razumemo, kako otroci doživljajo bolezen staršev in kaj za otroke pomeni bolezen staršev. Prvo stvar, ki bi jo rada poudarila, je, da izgube so pravzaprav del našega življenja. In otroci in mladostniki do 18. leta vsi že na nek način izkusijo izgubo, v smislu tudi smrti, ali ožjega družinskega člana, prijatelja, soseda, in večina otrok in mladostnikov te izgube predela brez neke posebne pomoči. Za otroka je tudi prisotnost resne bolezni starša lahko izguba in to izgubo mora obžalovati. Torej, izgubi zdravega starša in je nek normalen, pričakovan proces žalovanja v takem primeru. V nekaterih primerih pa žalovanje pomembno ovira proces prilagajanja na novo situacijo v družini in odzivi otroka oziroma mladostnika niso skladni s tem, kar se pričakuje v okolici. Zdaj, ta pričakovanja so lahko pod vplivom lastnega spoprijemanja z neko izgubo, z novimi okoliščinami, ali pa so pod vplivom prevladujočih stališč oziroma prepričanj, ki veljajo v družbi. In oboje je lahko razlog za napotitev psihološko obravnavo, tako po eni strani odzivi otroka, po drugi strani pa tudi samo pričakovanje okolice, da se recimo otrok ne odziva na tak način, kot bi bilo za pričakovati. Ta drug vidik, ki je pomemben in se mu ne moremo izogniti, ko se pogovarjamo o pomoči otrokom, ki se soočajo z neko hudo boleznijo starša, je razumevanje koncepta smrti. To razumevanje vpliva na otrokovo zmožnost prilagajanja, na njegovo prilagajanje. In
Kognitivni razvoj otroka je seveda tisti, ki pravzaprav narekuje, na kakšen način otrok pojmuje smrt. Hkrati pa poleg kognitivnega razvoja na to pojmovanje smrti pač doprinesejo oziroma vplivajo tudi izkušnje, ki jih imajo z izgubami. Zdaj, če se malo na starost otroka ozremo, zdaj nekje v obdobju do 7. leta otroci še ne razumejo irreverzibilnosti, nepovratnosti smrti in tudi je lahko prisotna v tem obdobju tudi neko pojmovanje oziroma prepričanje, da sama misel na smrt ali pa jeza na nekoga lahko povzroči smrt. In tukaj je pač nekaj, na to moramo biti pozorni takrat, kadar imamo mlajše otroke, da je lahko pač v ozadju njihovih strahov, njihove zaskrbljenosti, njihovega odzivanja tudi tovrstno prepričanje. Zdaj, med 7. in 12. letom otroci sicer razumejo irreverzibilnost smrti, ne razumejo pa univerzalnost smrti oziroma imajo tukaj lahko težave. In v univerzalnost v smislu, da doleti pač smrtnost vse enkrat. Po 12. letu pa se pojavi tudi razumevanje univerzalnosti smrti in hkrati tudi funkcionalnost smrti v smislu, da vse funkcije ob smrti prekinejo. Zdaj, to razumevanje oziroma razumevanje tega pojmovanja pri otrocih je pomembno, zato ker se velikokrat potem zgodi, da v ozadju njihovih težav ravno neka taka prepričanja, ki pa so vezana na razvojno obdobje, v katerem se otroci nahajajo. Zdaj, kar se tiče težav, ki se pojavljajo pri otrocih, to, kar se v družini dogaja, seveda vpliva na funkcioniranje otroka. Izguba zdravega starša, izguba zdravja pri staršu lahko vodi v žalovanje, tudi pri starših, se pravi v neko spoprijemanje pri starših vpliva na to, kako potem se otroci zmorejo prilagajati na novo nastalo situacijo. Gre lahko za v večini primerov prehodne težave in te so lahko tako internalizirane, ki so pogostejše pri deklicah, kot gre za neko čustveno doživljanje, žalosti in navznoter usmerjeno pač odzivanje, ali pa eksternalizirane, ki jih pogosteje opažamo pri dečkih in gre za neke pozunanje nevedenjske težave in odstopanja. Se pa pojavljajo lahko tudi somatske pritožbe, učne težave in težave v družinskih in pa medvrstniških odnosih. Je tudi tako, da v primeru, kadar pride do smrti enega od staršev, približno petina otrok potrebuje potem neko dodatno pomoč. Lahko rečemo, da pač večina družin nekako najde ustrezne vire za predelavo in spoprijemanje s takimi situacijami in specialistične pomoči ne potrebujejo. Kaj vse lahko pri otrocih opazimo v času neke hude bolezni starša? Zelo različni so lahko ti odzivi, ni samo ene slike. Pri nekaterih lahko opazimo neko dolgotrajno žalost, kjer gre za poudarjeno žalovanje, neko hrepenenje, pa tudi preokupiranost z določenimi vidiki bolezni. Lahko je tukaj prisotno ekstremno zanikanje in očitno odsotnost nekega žalovanja in tudi bolj ustreznih načinov spoprijemanja z nastalo situacijo. Lahko gre za odloženo žalovanje, kjer se intenzivne reakcije pri otroku pojavijo šele po določenem obdobju po izgubi. In tukaj morda bi omenila, da je kar nekaj primerov, ki se obrnejo po pomoč, ko v bistvu gre za situacijo, ko je starš, recimo mama, že okrevala po bolezni, po raku, ko se je vrnila recimo v službo in že zmore upravljati te običajne vsakdanje obveznosti in nekako skuša prevzemati nazaj pač te vloge, ki so bile morda med samo boleznijo nekoliko zapostavljene, pa se potem pri otroku začnejo kazati bolj izrazite težave. Pri žalovanju se lahko pojavljajo v ospredju tudi jeza, anksioznost, somatske pritožbe.
Lahko pa in v eni manjši meri otroci doživljajo pa samo dogajanje v družini kot travmatično in seveda tukaj pri nekaterih otrocih lahko opažamo tudi simptomatiko posttravmatske stresne motnje. Zdaj, kar se tiče intervenc pri žalujočih otrocih, nekatere v bistvu smo že intervencije slišali, ker so usmerjene na samo ali pa na celotno družino. Tukaj pravzaprav gre lahko za podporo družini v smislu družinske terapije, vedensko-kognitivna terapija je tukaj seveda tudi prva izbira. Gre pa za delo na sprejemanju izgube, inkorporacijo izgube v pogled na življenje, reorganizacijo, uvedbo nekih ritualov, pač ukvarjanje z nedokončanimi zadevami in tukaj pomembno vlogo igra tudi psihoedukacija. Potem je seveda tukaj na mestu tudi individualna obravnava, tako posttravmatske stresne motnje kot drugih težav, ki se pri otrocih pojavljajo. Lahko otroke vključimo v skupinsko terapijo, je pa pomembno tudi svetovanje in podpora v samem času bolezni. No in v nadaljevanju bom malo več tudi tukaj povedala, na kakšen način lahko podpremo starše, tako starša, ki se spoprijema z boleznijo, kot tega drugega, ki pravzaprav poskrbi ali pa skrbi za ostale vidike družinskega življenja v tem času, ko so pravzaprav energije in pozornosti bolnega starša usmerjene v lastno okrevanje, zdravljenje. Zelo, zelo pomembno je, da, to smo že večkrat slišali, da je pomembna komunikacija, ampak da tudi ohranjamo eno odprto komunikacijo v družini. Zdaj, seveda otroci morajo imeti zadovoljene neke osnovne potrebe, tako fiziološke kot čustvene, morajo pa razumeti, kaj se v družini dogaja, seveda primerno njihovi starosti. In morajo imeti zagotovljeno, da bo zanje poskrbljeno, ne glede na to, kako se bo odvijala bolezen. Otrokom je treba povedati resnico, ne moremo jim prihraniti vseh neprijetnih, slabih izkušenj v življenju, lahko pa preko te bolezni ali pa skozi bolezen otrokom ustvarimo neke temelje za neke vzorce za premagovanje teh neprijetnih, slabih izkušenj. Tako da absolutno morajo pač otroci biti del te komunikacije in vedeti, kaj se dogaja. Morda bi še se osredotočili malo na koncu na to, kako pa glede na starost otroka pomagamo lahko otrokom in tukaj ne gre za neko specializirano pomoč, ampak na kakšen način lahko v nekem domačem okolju podpirajo otroke oziroma jim pomagajo, da lažje predelujejo dogajanje. Zdaj, ker se pogovarjamo danes o bolnicah z rakom dojk, veliko teh bolnic so tudi matere in nekatere žal imajo v bistvu zelo majhne otroke. Žal zato, ker pač ti otroci rabijo veliko potem tudi pozornosti, veliko nege in kadar je možno, če gre za dojenčke, za majhne otroke, je zelo pač se podpira, da ta mamica najde čas za umirjeno crkljanje z otročkom brez motenj. V obdobju malčka, nekje do 3. leta starosti, je potrebno, in to seveda velja za celoten v bistvu starostni razpon otroka, podpirati te razvojne naloge, ki so pred otroka postavljene glede na starost. In v tem času, obdobju malčka, je ena osnovna naloga procesu samoosvajanja otroka, vključno s stoletnim treningom. In je zelo pomembno, da sledimo tem potrebam in da podpiramo, ne glede na to, kakšna je situacija v družini, da otrok izpelje v bistvu te naloge. Morda bi tukaj izpostavili to, da v tej starosti je zelo pomembno otrokom to, kar vidijo. In seveda
v tem obdobju ne razumejo dejstev o bolezni in kadar so njihovi strahovi vezani na bolezen, je potem jih skoraj nemogoče pomiriti, ne. In tudi je treba razumeti, da v tem obdobju težko razumejo, da bo zdravljenje uspešno, če pa starš zaradi določenih stranskih učinkov, recimo mama, izgleda slabše. Tako da v tem obdobju v bistvu potrebno eno jasno strukturo, stabilno zagotoviti za to, da v bistvu se ta občutek varnosti vseeno zagotavlja otroku. Potem v starosti nekje od 3. do 5. leta je velikokrat potrebno pomagati komunicirati svoje občutke. Se pravi, da otroci zmorejo povedati, kaj čutijo, kako se počutijo, česa se bojijo in tako naprej. In tudi v tej starosti je pomembno jim zagotoviti, da za bolezen niso oni krivi in je potrebno za pomirjanje tudi nekako jim čim več igre zagotoviti, zato da zmorejo na ta način potem predelati določene svoje strahove in skrbi. Potem od 5. do 12. leta je tukaj pomembno morda izpostaviti, da se koncept časa in prostora pri otroku še razvija. V tem času se lahko pojavlja črno-belo razmišljanje, zato je potrebno otroku v tem obdobju predstavljati malo bolj fleksibilno razmišljanje, kot na primer, da je rak lahko ozdravljiv, da pa zdravljenje pač zahteva oziroma terja lahko ali pa se kaže tudi neki hudi stranski učinki, ampak ti lahko pomagajo pozdraviti človeka. No in potem nekje od 13. leta naprej v odraslost, najstniki potrebujejo občutek kontrole nad življenjem in velikokrat to pomeni, da želijo dosti natančne informacije o bolezni, kaj se dogaja recimo z mamo. In če jih to zanima, če to želijo, potem jim te informacije posredujemo. Hkrati pa je pomembno, da vseeno potem živijo nekako svoje življenje naprej in izpolnjujejo te razvojne naloge, ki jih adolescenca prinaša. Podpiramo, spodbujamo njihovo vključevanje med vrstnike in ustvarjanje tesnejših medosebnih odnosov, tudi partnerskih odnosov v tem obdobju. In zelo, zelo pomembno je, da mladostniki v tem času ne prevzemajo starševskih vlog. Večkrat se zgodi, da in tudi s temi mladostniki pač delamo, prihajajo po pomoč, ko dekompenzirajo, ko ne zmorejo več recimo doma opravljati gospodinjskih opravil, ker pač jih mama ne zmore, oče pa je na drugačen način vključen v družino, ali pa recimo poskrbijo za mlajše sorojence in celo hodijo na govorilne ure in podobne stvari. Skratka, ne smemo dopustiti, da otroci zaradi bolezni starše prevzemajo nase preveč odgovornosti, ki je seveda niso še sposobni v tistem obdobju konstruktivno prenašati. No, tole sem jaz želela na hitro povedati. Najlepša hvala za vaš prispevek, zelo zanimivo predavanje. Jaz bom kar nadaljevala s tem, da preberem, kakšna vprašanja ste zastavili v chatu. Prvo vprašanje, kako lahko družinski zdravnik bolnico napoti na obravnavo na oddelek za psihoonkologijo preko lečečega onkologa ali obstaja direktna napotitev? Hvala.